V Strunjanu so tudi letošnji maj slavili blagodejno rastlino artičoko. Artičoka, ki slovi po svojem specifičnem okusu in predvsem po zdravilnih lastnostih, je poleg kakija postala pravi simbol Strunjanske kotline. Praznik so v soboto v sozvočju s skupino mandolinistov Serenate iz skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran otvorili slavnostni govorci. Peter Bosman, župan občine Piran, Franco Giassi, predsednik turističnega društva Solinar, Marina Knez, predsednica krajevne skupnosti Strunjan in Marko Starman, direktor krajinskega parka Strunjan. Jaz bi rad vam želel lep dan tukaj v ta kotiček naše občine. Veste, kaj vedno rečem? Najlepša občina v Sloveniji. Hvala. Predsednik turističnega društva Solinar, pobudnik prireditve, nam je povedal. Motiv je organizacija tega, promocijo te vrtnine. Ker kaj se zgodi isto kot kaki. Ljudje z notranjosti ne poznajo to vrtnino. In tako zdaj že 5. leto smo tukaj, prav zaradi tega. In mislim, da cilj je bo kmalu dosežen, ker vidim, da ljudje, ker prihajajo, jih zanima to in tako da radi jejo, pokušajo. Tako da mislim, da smo zmagali tudi z artičoke. Posebnost prireditve je vsekakor ta, da slednja poteka na zaščitenem območju krajinskega parka Strunjan. O samem pomenu artičok je razlagal direktor krajinskega parka Strunjan Marko Starman. Kaj? Zato, ker artičoke so dejansko stara povrtnina. Tle pravijo celo, da so rasli te artičoki strunjanski še pred beneškim časom. Za nas kot krajinski park je pomembno, da se obudijo te starejše tradicije vezane na poljedelstvo in na način življenja, kot je bil včasih. Ker osnovno izročilo zavarovanih območij je, da poskušaš na sodoben način obuditi stare tradicije, ker stare tradicije so tiste, ki so ohranile naravo tako, kot je danes. Dejstvo, da je strunjanska klima res nekaj posebnega, je strokovnimi argumenti podkrepila Jana Bolčič iz Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije. Odlična klima, predvsem tale del proti hotelu, to so prav res mikroklime na teh terasastih površinah. Pa vse te lege, ki so v bistvu ob vznožju same terase, ali pa kakšne brežine, to so vse lege primerne za artičoka. Nadvse zanimiva je bila tržnica, kjer je bilo poleg artičok in artičokinih jedi tudi ogromno drugih avtohtonih pridelkov in izdelkov. Navdušeno so jasno izrazili tudi obiskovalci. Meni je to zelo všeč, pridem tudi na praznik kakijev, je pestra ponudba, tudi glasbo mi je všeč. Meni je zelo lepo, tle se dobiš, tudi srečaš poznane in tako naprej. Je kar tradicija že nekaj časa. Kaj menite o prazniku artičok? Ja, moram reči, da sem prvič sploh na tem prazniku, lepo, da se dogaja karkoli. Najbolj radovedni in znanja željni so se kljub vročemu vremenu udeležili sprehoda s predstavitvijo krajinskega parka Strunjan in nasada artičok. Prireditev je bila zaznamovana tudi s pestrim glasbenim izborom, ki je dosegel vrhunec zvečer z nastopom skupine Platana. Nedeljsko dogajanje so popestrili predvsem harmonikaši. Med njimi se je znašel tudi najstarejši violinist daleč naokrog. Kje ste prvič jedli artičoke? Prvič sem jih jedel 43. ki sem bil prvojak v Sardeniji. O tem, zakaj je prireditev posebna, nam je povedal predstavnik organizatorja turističnega društva Solinar Michele Trani. Naš slogan je človek v sožitju z naravo. Probamo narediti tako, da kot obiskovalec pride, ogleda praznik, kupi naše dobrote in gre tukaj vesel, zadovoljen. V kaotičnem času, v katerem živimo, so tovrstne prireditve več kot dobrodošle, saj nas poleg osveščanja glede pomembnosti avtohtonih kulturnih rastlin opominjajo tudi na nekdaj z naravo uravnovešen način življenja.